Kakšne fan kose. Moram pa tudi fan imeti. Kaj da je Miha? Lega, kaj zdaj? Motorko pa kosilnico imam, pa nujne rabam, jutra jo rabam. Ja, si se zdaj spomnil, a ne? Ja, lej, če pa taka sila boš, da boš upaj kar z mano zadnji na servis, pa bova tole došlo videl, da šla v drug let tudi sam to poštimal, da ne boš kar sem le hodil, a ne? Kuj si rihtava? Ja, lej, zadnji se pa ja cajt vzel, ne? Za take stranke imamo zmer cajt. Ajde, pa kar za ta bo zadnji. Ja, najbolj, ajde, hiter. Kar šul ne čakal. Zdaj da nim. Hiter? Evo. Mater, tole imaš pa fistela gor. Ja, tale pa je že, ja, ta prava je. To prvo bova pogledala, če vse varnostni elementi delajo, se pravi zavora, videla, da funkcionira, pa se bova pa naprej letila, bom začel razdelati žago, ti boš pa gledal, da boš pol vedel tudi za naprej, kako se zadeva vzdržuje. Ne še doma znamo porihtati, ali? Ja, seveda, se to ti je pa bistvo, ne. Ok, zdaj smo dali pokrov dol. Čisto enostavno pogledamo, če je lovilc dober, zato da ti varuje, če ti ketna dol pade z tebe, pa motorno žago. Naslednja faza je, vzamemo dol varovalko bobna sklopke, obročni zobnik, boben sklopke. Ta ležaj ti je tisto, kar je treba gledati in ta ležaj se podmazuje. Pogledamo okoli sklopke, pogledaš, če imaš lufte, če so fedre v redu, če je kaj polomljen, če vidiš, da je vse dobro. Normalno vzameš ležaj, tole je tale specialna mast Multiloop, ki se dobi za tak namen. Namažeš okoli, ga namontiraš nazaj. Naslednja stvar je pogledaš notranjost bobna sklopke, če je svinjarija noter in odstraniš, daš lepo nazaj boben sklopke. Pogledaš obročen zobnik, če je obrabljen, tale za nekaj cajta še bo, za to sezono boš imel sigurno mer. Podložko. Vzameš vskočnik, klešče in zazihraš nazaj. Ta prva stvar rešena. Ta prva stvar je rešena, ja. Nadaljujeva naprej, vzameš ključ, ki se ga dobil zraven žage po orodju. Tele čepke odkleneš, vzameš dol. Zdaj imamo pa tukaj stvar, se pravi pogledati morava, kakšen je zračen filter in pogledati morava, kakšna je svečka. A ti slabo že kaj upacana je še dober? Ja, tale tega le bo treba kar zamenjati. Pri Štilu lahko zdaj kupaš takle servisni set, ki imaš noter v bistvu to pri vzdrževalnem servisu za zamenjati, govoriva o zračnem filtru, o svečki, pa o filtru benzina oziroma goriva za mešanco. A je to že vse v kompletu dobiš? To vse v kompletu dobiš, tako da tole zamenjaš. Filter dava dol, ga zamenjava, pa sva rekla, da morava svečko pogledati, ima spet ključ, ki si ga dobil zraven, žage. Bil pa kar priden vidim, tale pa res je za zamenjati. Takole dava novo, najprej jo sam z rokom približaš, vzameš pa spet ključ nazaj. Da je naš preveč zategoval, tlele raba sam toliko, da se podložka tesnilna splošči, pa je to, ti na vam kameru šla. Kapco svečke. Tole smo zdaj zamenjala, če bova pa kar tale zaganjač povlekla dol. Tele imaš 4 šraufe T27. Tle si pa kar zapacal. Vidim, tole bo mogla pa malo pogledati, čeprav vidim, da rebra cilindra si pa pucal, tako da kar veš, za koga se gre tlele, ne? Nekaj veš, ne, ampak danes bo tole še malo dodelala zadevo. Kad pride z mene, najbolj da daš take stvari dol, pa pogledaš tlele rebra cilindra, če so srane, tlele vidim, da si jih kar fajn pucal, tlele zadaj, bo mogla pa malo postrgati stran. Kompresor ima zihar prebajta, ne? Seveda, pa vidim ga. Pa malo popihaš, pa gledati, kaj v oči ne odleti kaj. Zdaj malo pa zaganjač. Pogledava špago, vidiš, tu si bil pa priden, si jo dosti užigal. Ni zmer prav žgala. Ni zmer prav žgala, ne, tako da tole bova kar razdrla, pa tole špago bova zamenjala. Tole, napneš, vrvi to daš čez, sprostiš vrvenico, da se feder sprosti. Pobereš ven svoje malce. Ja, zdaj bomo tudi zamenjali. Tudi že švoh. Ja, tudi že švoh. Tele špage novo je nič nucala. Pa smo je kar odrezal. Ja, lej, nimaš kaj, take ne moraš imeti, tako da morava zrihtati. Tele na ročki boš odkole s tam malim šraufen cigarjem noter. Pa boš ta prvo z ročke povlekel, boriš pa v vrvenico, tole si malo pomagaš. Pa povlečeš ven. Zdaj bova pa pogledala, tale feder je kar v redu. Je pa suhka popar, ga bova malo popipsala, ne preveč, da ne vleče smeti nase. Vzameva ročko, tule je tale nova špaga. Greva čez, jo povlečeš čez ročko,
ta prvo čez, pa najbolj, da si jo kar okoli roke naviješ, pa jo zategneš noter. Se zahakla. In to je to. Greš čez luknjo v zaganjač, da ne boš prej zmontiral, ko boš mogel nazaj razdelati. Tele imaš tole luknjo, greš se z vrvico čez, pa narediš čist klasičen vozel, skriješ nazaj v vrvenico. Tele okoli zaganjača. Vzameš podložko. Nova soja malca. Takole, pa novo vzmet soja malcev, da ne bo ta počela. Pago si pomagaš s tem malim šraufen cigarčkom, povlečeš in greš, sprot napenaš vzmet, pa preprijemaš vrvenico. Kako najlažje probati, da si prav napel vrvico, pa da je nisi preveč? Je tako, da jo čisto do konca razviješ, mora imeti vrvenica še hod naprej. Ko boš vedel, da je nisi preveč napel, druga stvar, ki jo gledaš, je pa daš ročko takole na ohišje zaganjača, če se ti lepo normalno nazaj postaviti, kako je treba, ti zadeva funkcionira. Ne sme dol visiti, a ne? Tako, tako. Tukaj, ko pridejo svoje malci noter, boš še v čistu. Zadevo namontiraš nazaj, vzameš šraufe, jih ta prvo ujameš, sam približaš, na koncih pa zategneš križno. Zdaj ne bomo odprla tole, vidim, da si kar pazil, smetitelji niso noter letele, ker si tankov. Ja, to sem pa že merkal, no. Tukaj le imamo noter pa cel goriva, pomagi si z eno štanco, pa povleč ven ta starega. Ja, tale kar za zamenjati, je že kar nagrbančen. Je že kar, a ne? Povlečeš dol. Se ne spomnim, kdaj sem nekaj menil. Ne vem, če si sploh ga že, no. Zdaj naprej moraš vedeti. Dava novega gor, noter, nazaj, zamašiva čep, zapreva. Evo, in zdaj imamo ta vzdrževalni del same žage fertik. Zdaj bomo pa pogledala še malo verigo pa meč, da bo to preštiman, tako kot mora biti. Tole nazaj pokriva. Malo bo mogla pa popraviti, tako ali bo ne boš užagati, ne? Ja, tiste pa sigurno. Ne, stane pa ne. Takole meč bo pogledala, vidva, da imaš tudi rob. Najlažje ti je, da vzameš ploščato pilo. Tale robček pobereš stran. Evo, takole, da imaš preštimen. Tele noter v sami letvi se ti pa tudi svinarija nabera. Tako, da imaš takole zadevo za globinske zobe od štila, ki imaš v bistvu merca, kako moraš pač globinske zobe pobrati, na drugi stran imaš pa za čistiti kanal meča. In greš od koleščka, ki je uležajen, proti vpetju. Tole zrihtaš, pol moraš pa gledati, če da nima svinarije, tukaj le kaj nalega meč gor na samo motorko. Tole zadevo za smolo prodaja tudi štil, to je Vario Clean. To ti je super zadeva, da čista smola ali bila si se z oklepa, se žage ali pa se z meča. Enostavno naspricaš. Pa počakaš ene 15 sekund, da zadeva začne delati, koliko je treba. Tole. Že kar dišati začivaj, kar močno tole. Ja, kar pele tole, ni hecov. Ti že kvak svalih par mečeh. Daj se naredi, da ga tudi skriviš, a to se da kaj glikata in to... Ne. Mardo se loti teh stvari, ampak meč, če govoriva o čtilem meča, je kalen na 60 Hz in ga ne boš nikoli nazaj naglihal, tako je treba. Če ga pa toplotno greješ, mu pa vzameš samo trdoto kalenja in si praktično uničil meč. Tako da tukaj, če ti ga stisne, pa da vidiš, da je meč zvit, ga ne popravljaš. Obvezno zamenjati. Tole, malo tiste, ki je res trdovratna, si še malo pomagaš. Na koncu vzameš še kompresor. Pucaš do konca. Isto velja tukaj, ko pride meč gor. Vedno tukaj, ko nalega zadevo očistaš, namontiraš list. Pokrov meča isto velja. Vzameš ketno. Taknemo nazaj, imaš takole lepo preštiman. Ti tudi znaš tako hitrostno ketno zamenjati, kakor jo kakšne v parih sekundah. Znam. Če se lotam, sigurno. A pa enkrat probova? Seveda, proba. Enkrat, ko boš me cajca, lahko lotva. No, dobro. Bo tekmovava. Tako. Sem jaz že klasično dolje meni. Sem pa videl, da kakšne so to res majstrapi, zato je pa v kolikih sekundah. Rekord je 7:92. Vzameš
polno montiraš nekje na sredino, to gledaš, da se ti ketna ne zaletava v navoj. Ko boš brusel verigo, zmeri malo bolj napni, da ti ne vpleta v meču, tako da boš imel lepo fiksno. Pa, v bistvu zadevo, ko zaključiš, moraš samo gledati, da je nazaj pač našponaš to, kar je treba. Najlažje ti je, da najdeš zob tisti, ki je najmanjši, greš okrog. Ko pa je fora najmanjšega, ni važno, kjerkoli. Ne, ni, zato ker če imaš različne dolžine zob, pridejo lahko, da ti začne žaga zavijati v samem rezu. Tako da to moraš imeti poštiman, že sam zaradi varnosti, pa tudi na koncev, da je to narejeno tako, kot se zagre. Evo, najdla sva ga, takole ga lepo pocahnava. To je tale Stilov sistem 2 v 1, ki ga kupaš glede na svojo motorno žago, najlažje to vidiš, če ne veš, kakšen korak imaš, pogledaš na list in vidiš, da imaš 3-osminski korak, se pozanimaš pri trgovcu za tale sistem 2 v 1, da ti prodajo recimo 3 osmine. In za vsako žago, recimo za vse različne korake se dobi ta zadeva tudi posebej. Ta prvo greš noter v zob, lepo položiš zadevo gor in vedno vlečeš v smeri zoba. Čakaj, to sam je zob, da ne bruseš. Brusem zob in globinski zob. Tako. Zato tudi pravijo, da je 2 v 1. V bistvu imaš vodila, ki pride na ta zob, ki ga brušaš, in na ta sprednji, da imaš ta pravo globino in da se tudi ta lok čistilni obdeluje tako, kot je treba. Čakaj, ti to dele z rokem, kaj dosti pot loviš, kako je to? Ne. Lahko probaš, zdaj da boš videl, da ti bo lažje. Ja, zato nimam toliko feelinga. Tega le boš naštimal takole, da gre noter v zob. Tlele lahko pa spremljaš temi črtami, če si v ta pravem kotu. Tega le boš mogel še enkrat. Pa kar bo, ne? Meni se zdi, da je kar. Hvala, je pa kar dober, evo. Če boš takole vse na brusu, si zmagal. Bo kar v redu. Zdaj, ko smo prišli do tega pobarvenega zoba, ko smo rekli, smo prišli v kol, tako da žago zdaj zasukaš v kontrasmer, da bomo še po drugi strani jih nabrusili. Prej smo zobje, ki so obrnjeni v levo smer, smo nabrusili, pa gremo še rezalne zobe, ki so obrnjeni v drugo smer. Vzameš isto 2 v 1, zarotiraš ga okoli in isto zadevo ponoviš tukaj. Toliko časa brusiš, da prideš okoli do pobarvanega zoba. Kaj pa profi, a se tudi takale poslužujejo, a imajo... Ne, profi pa to vsak dan brusijo, imajo pa čist klasična zadeva. Pilo. Imam pa jaz svoj sistem, ti lahko pokažem, če boš doma kaj treniral. Žago objamem okrog, grem naprej, kot zoba, ki ga moraš brusati, je označen tudi na samem zobu gor. Skoli črtico. Tako greš pilo, zdaj tukaj moraš gledati pa več stvari, tukaj gledaš pa, se pravi, sam naklon in kot. Najprej je treba narediti čistilen rob, se pravi, poravna se s kotom. Tole, ta prvo so zrihtala čistilen rob, da imamo lepo lunco, se pravi, da lahko žagine še čisti, da ti ne ovira rezalnega zoba. Ko to narediš, greš nazaj v zob noter in jo mečken držiš gor v rezalni zob, da še nabrusiš. Evo, takole bi mogli to zgledati pol. Je pa kar nekaj vaje s tem, ja. Ampak se da. Sem slišal, da profesionalca že, ko novo verigo dobi novo ketno, da že uno nabrusijo, je to res? Ja, zdaj stvar je taka, ko novo ketno kupaš, je itak fabrški grind, ne? In dotično, če se oni spravijo, da bojo recimo šli sekati iglovce, to je pač mehkejši les, vedno poberejo globinca za kakšen potek ali dva, da tam bolj gravi, zato ker pač ne vzema žagi toliko moči, pač samo jelovina. To so take fore. Ja, to so zdaj žicake, ki jih imajo bolj poštudirani profesionalci. Tako da če boš ti brusil normalno, tako kot je treba, da ti pobera recimo tale zadeva na 0,65 globinca, si zihar zmagal, boš lahko vse sekal brez problema. Takole, zdaj pa lahko rečeva, da smo zadevo poštimala, zdaj pa spet vzameva tale Vario Clean. To bo da res kanova. Ja, počakava 15 sekund. Dajmo pa midva Miha to prštimano, da pa jo zalaufat ven. Ja, tole zdaj le pa nujno, da sva videla, če sva kaj naredila z tega. Zunaj ne bova delala galame, pa ljudi strašila, tako da imamo tukaj posebno komoro, ki ima odsesavanje, pa da tole lahko probaš, koliko se zagre. Pa kaj no, da ne vzeli misli, da jih teksaš pokol z motorko. Ajde, da probamo, če diva tako, kaj more. Vanda je to z veseljem ohmajno spet hodil. Ja, seveda, evo, probal si delati tako, kaj more, zdaj pa sam gas, zdaj pa sam gas pa previdno. Hvala ti. Ni problema. Ti, da je še tole laksa sem pogledala. Ja bo, ne, vidim, da imamo kar nekaj za poštimati. Tole recimo, ne, vidva, da laks ni navid, pa tlele ima spodaj tale gumb za sprožiti znucam. Te stvari mora poštimati, da boš lahko delal, drugače bo neč. Ja, najprej bo šla do motorja. Tele bo to prvo pogledala, kakšen je zračen filter. Ali potrebuje lepo dol.
Pogledava, da tale filter, ja, je pa že kar precej bogi, tako da ga bova lepo zamenjala. Ko boš menil filter doma, še poglej, ko boš tale pokrov, gor dajo, da je čist. Tukaj se dostikrat nabere pred filtrom svinarija, to moraš spucati, da ne boš nazaj pokrival s takim pokrovom, ko pol nismo nič naredila. Enostavno, tole lepo pol nazaj. Pol gremo pogledat svečo, tale zaščito vzameva dol, pa kapico svečke, takole gre stran. Isto vzameš ključ, ki si ga dobil zraven kose po orodju. Tudi tale zadeva je že kar nekaj cajta laufala, a ne? Takole, vzameva novo zaščito, vzameva stran. Jo spet samo z roko približaš, da ne boš navoja uničil ali pa mem zašraufal. Spet vzameš ključ in spet zategneš. Samo toliko, da se splošči tesnilna obročka. Takole, nazaj pokriješ, imaš prištiman. Tule bova odprla rezervoar. Vidiva, da je kar čist, ampak zmeri ga pogled, če ima kaj smeti noter. Vzameš spet to zadevo, ko so gorila, ga povlečeš ven. Vidiva, da je spet nagrbančen, kar je spet znak, da kosa bila dost uporabi. Ja, zato jo imam. Ja, seveda. Natakneš nazaj, spet pogledaš, da ga vrneš na ta prav mest nazaj v rezervoarju, vzameš čep in ga zapreš pa zakleneš nazaj, tako da veš, da sva zadevo uredila. Druga stvar, ka je, pogledava še vrvico. Tale še ni obrabljena, tale je zagotovo dobra, tako da tole ti more zdržati še par sezon. Skoraj, ko sva motor zrihtala, moramo pogledati, če ostale stvari, se pravi cev, ročaje, kontrole, tukaj vidimo, da vse funkcionira, da ni nobenih poškodb, karkoli. Pol pa prideva do glave, prvo vidva, da nimaš navitega laksa, drugo, ka je pa, da imaš že tale gumb glave, ki v bistvu sproži podajalec nitke obrabljen oziroma je čist nucen. Tako da vzameš ključ, spet govoriva o ključu, ki si ga dobil zraven, je tale matica notri, ki je drugače integrirana v gumb, tole gre dol, vzameva navitek dol. Zdaj pa zadeva, tole je tep ostalo, vsega gumba, kar mava, mogli bi izgledati pa takole, tako da bil res priden, tako da tole morava zamenjati, drugače podajal ne bo. Zgorno do konca. Zgorno do konca. Tele še pogledava pogonsko osovino, vidiva, da v redu laufa, tako ka more. Notranjost glave pogledava, če imaš kakšno svinarijo noter, vzameš cuno. Isto velja za navitek. Tole glavo namontirava nazaj. Tle pri glavi, da bova navila novo nitko, ki nimaš noter, se poravnati tele pušice, greš toliko, da glava zagrabi in gre za četrt obrata naprej, tako da se spet poravnajo pušice in zadevo ponoviš na drugi strani enako. To je to in potem samo vrtiš navitek. Ko prideva na konca, pa samo vzameš klešče, pa jih ščipneš, takole, pa pogledaš, koliko je dolžine do noža. Vidiva, da morava iti majčko noter. Evo, takole. Pogovoriva po tem nesrečnem gumbu, ki sem imel znucenega, se spet poravnajo pušice, gre z gumbom noter. Lepo smeri uringa kazalca. Zategneš. In takole ima zdaj glavo poštimano, navito. Da pa to letelo. Da je to letelka nor. Da pa to vse urmajno kapotov. Definitivno, brez problema. Na konc, enostavno vzameš spet Vario Clean. Takole. Da ne boš imel ostanke trave gor, pa svinarije. Isto velja tlele lepo prščitu. Jaz sem to ponavljal doma, ko se je treba hoditi napravo, dvakrat od dva. Tri še pa pospravil. Ja, sam potem, že v redu, sam ka zadeva stoji, pa začne kislina in same trave noter delati svoje, tako da ta zadeva mora biti zaščitena, tako da se zagre. Evo, zdaj sva to poštimala, spucala sva, zamenjala sva filtra, zamenjala sva svečo, zrihtala sva glavo, lak smaš navit, spucan imaš, zaščiten vse, da ti ne bo kaj začel prereveti dol spodaj na prenosu. Noč, to je to, zdaj pa najbolj, da še to zadevo zalaufava, pa probava, če to zdaj dela tako, ko se zagre. Ja, jaz sem skoraj siguren, da je diva. Ja, jaz tudi mislim, ampak zihar je zihar, lej probe, da je treba, brez tega ni nič. Zrihtal, ti pita. Zdaj pa še ena stvar, ki sem slišal, da ni to tvoja edina kosa, sam si lih novo kupil. Da ne boš pozabil, drugli, da ne boš pozabil, glej, tale del ni lih pocen, to moraš gledati, tale stvar, ki ima kotni prenos, da se zadeva odšraufa tale čep ven. In so v štilovih trgovinah se dobi takale ima Superloop FS, to je za prav prištiman za štilove kose, gre direkt v navoj noter, se samo šraufa. A je se prav šraufa noter? Se prav šraufa noter, z eno roko malo glavo vrtiš, z drugo pa stiskaš, da gre noter. Pa samo, da ne boš stiskal preveč, ker če boš preveč stiskal, bo šlo robe preveč noter
in ti lahko vrže ven semerin, tesnilne obroči so ležajo. Takrat si pol vse zaključil, bo prej ali slej zadeva počakala. To, da samo to, koliko gre na lahli pritisk noter. To se pravi največkrat pomal. Tako, to ti je bistvo. Mika življenje smariš, hvala ti, Jega. Ja, hvala tebi, no, ker si se oglasil. Vem, da je bilo na mus, ampak treba te bilo rešiti, da v 4 lahko delu, pa da se tudi sam navadil, kako boš doma te zadeve pošraufal, pa poštimo. Da sem za vsako malinko sem vozil. Tako. Ti viš, kaj sem se tega še lik spomnil, kaj imaš še eno frizo doma, ma to kaj tudi zrihtal, no? Ja, seveda, lej. Bo cajt za take stvari, pa bova poštimala, boš preletel sem pa zrihtala, tako kot se zagre. No, da je to, tukaj jih malo rešiva, se viš, da veš me malo zmarjava na ozemlji. Ja, veš, ti se kar ustavljaj. Tele imaš še eno kapo. To je to. Pa brez zaščite si jo prinesel. Vidiš, ja tudi meni je takrat kola dol padel. Ja, vidiš, sej ne naredi tvoje, da boš imel lepo zaščite. Hvala ti. Hvala te. Ajde, živ. Ti od tega tudi v kaj se žaham? Tistega pa raj ne, da bo imela stranke kje za sedeti. Okej, ne jom bo.